Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji aktualno gostimo prekmurskega pisatelja, ki je pred kratkim izdal nov roman z naslovom Stanovanje številka 27. Alen Nemec, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, tudi vam. Torej, luč sveta je ogledal vaš nov roman Stanovanje številka 27. Predtem ste izdali že roman Mečevalec. Kaj vas je pravzaprav navdušilo za romane? Zakaj ste se odločili, da jih začnete pisati? Ja, tako ste že sami rekli, to je moj drugi roman, je pa prva detektivka, kriminalka. Zdaj, ker že od nekdaj rad berem knjige, sem navdušenec za filmi, sploh temi fantazijskimi, zgodovinskimi, detektivkami. Sem si potem, ko sem izdal prvi roman, nekako tako malo premišljeval, pa sem si dejal, ko sem prebiral eno detektivko, zakaj pa tudi jaz ne bi poskusil nekaj takega. In sem se zadeve lotil in evo, zdaj pred kratkim sem jo tudi izdal. Drugače pa sem nekako pri pisanju, imam bujno domišljijo in večino vsega črpam iz domišljije. Seveda neko zgodbo si ustvarim, ampak nimam pa zdaj tako vnaprej določeno, kako mogoče kdo drug. Gre torej za detektivski roman, zakaj ste se odločili za takšno zvrst? Ja, kot sem že povedal, sem velik ljubitelj tega žanra, detektivke, pa tudi sam sem po naravi takšen bolj dinamičen človek in detektivke, kriminalke pa so tudi takšne, bolj dinamične, veliko se dogaja, nikoli ni nič na miru, so različne tragedije, kakor tudi v naših življenjih, preko katerih seveda moramo iti. In verjetno iz tega, ker mi je ta žanr blizu, nekako si ne predstavljam, da bi pisal mogoče kakšne bolj umirjene, lahkotne romane, ker nisem nekako blizu tega. V čem pa pravzaprav teče zgodba v Stanovanju številka 27? Ja, ta zgodba je v bistvu postavljena v nek realen čas, v letu 2020, ko smo se vsi spopremali s temi težkimi okoliščinami. Seveda pa zgodba ni vsebinsko vezana v to leto, nekam sem jo moral umestiti. Začne se v enem stanovanjskem kompleksu v Murski Soboti, kjer deklica Maja med tem, ko je seveda šola zaprta, ostane doma in v sosednjem stanovanju se začne marsikaj dogajati. Zgodi se ena tragedija in to tragedijo potem začneta preiskovati dva murskosoboška kriminalista. Sporedno pa tečeta dve zgodbi, torej na eni strani preiskovanje kriminalistov, na drugi strani pa spoznamo malo življenje tudi teh blokovskih prebivalcev in pa nek otroški vidik dojemanja tragedij, življenja, da je vse skupaj malo bolj kompleksno. Kaj več pa ne bi izdal, ker je vseeno, jaz pravim, bolje, da bralci preberejo, pa se oni sami ustvarijo en svoj vidik. Seveda vsega ne moremo izdati. Zakaj pa je pravzaprav takšen naslov? Kaj se zgodi v Stanovanju številka 27? V bistvu me je to že več ljudi vprašalo. Najprvo povem, da ta naslov oziroma ta številka je prišla nekako samo od sebe, verjetno imam kje v podzavesti. Me je ta 27-tica kje srečala, ne vem pa kje natančno. Je pa seveda namensko, ker se v tem stanovanju začne vse dogajati, pravim tudi te določene tragedije, pa tudi kriminalista, ki preiskujeta vse te primere, ki se potem še zgodijo, vedno naslavljata v zgodbi, ko se pogovarjajo, tako preiskujeta zadevo kot primer številka 27, primer stanovanja številka 27, ampak kot pravim, bralec pa naj sam v bistvu razbere mogoče še kakšen globji pomen te številke in tega stanovanja, ki sem ga izbral. Kako dolgo pa ste pisali ta roman? Ideja za zgodbo mogoče? Pisati sem ga začel takrat, v bistvu, ko sem tudi sam ostal doma, ker sem po profesiji učitelj in smo učitelji v začetku 2020, takrat marca, če se spomnite, 16. marca, ostali doma nadaljavo. Seveda ni bilo dosti manj obremenitev, sem pa bil vseeno več doma, sploh ob večerih sem mogoče imel malo več časa in zgodbo sem v bistvu napeljal na isti datum, kot sem tudi sam ostal doma, torej v marcu, aprilu 2020. Pisal sem jo v bistvu nekje eno leto, dobro leto,
Zapisal sem zadnje poglavje nekje maja 2021. Seveda pa je potem še bilo potrebno še kar nekaj časa, da smo vse skupaj oblikovali, uredili, lektorirali, da se je potem ta zadeva tudi formulirala in izdala na trg. Pa če mogoče dodam, zdaj me vprašajo, koliko časa je pa potrebno, da to napišeš, kako sem povedal, ker nisem profesionalni pisatelj, hodim v službo, je to seveda malo težje. Mogoče drugi pisatelji to profesionalni, jaz pravim profesionalni, napišejo v 3-4 mesecih. Nekdo pa tudi piše mogoče takšen roman, ker je vseeno malo bolj obsežen, tudi več let. Sam sem pravim dobro leto, seveda z vmesnimi postanki, ker to zdaj ne pišeš, mogoče pa zdaj vsak dan, čisto vsak dan, ene dneve malo bolj intenzivno, potem pa mislim mogoče kaj odtavajo, pa potem se zopet čez nekaj dni vsedeš, pa zopet si pa celo noč mogoče pred ekranom, da tipkaš. Kako pa je obsežen roman? Roman ima zdaj v bistvu 276 strani, moram pa poudariti, da je to večji format, recimo zdaj klasični romani so malenkost nižji, ta roman je pa kar večjega formata in se vseeno nekaj je potrebno napisati, da se tukaj strani nabirajo. Zdaj za primerjavo, prvi roman je imel nekaj čez 300 strani, ta pa malo manj kot 300, ampak jaz vseeno mislim, da je točno toliko, kot mora biti, ker vsaka zgodba, jaz pravim, ima točno toliko vsega, kolikor je bilo namenjeno, ne da ničesar preveč, pa ničesar premalo. Zakaj pa večji format je mogoče lažje branje? To je moja osebna odločitev. Ne vem, da že knjiga nekaj mogoče več pokaže. Ja, tudi če ni mogoče toliko lažje za branje, ker vseeno je velikost primerljiva s tistim, ampak pravim, to sem se jaz sam tako odločil, meni so malo večje knjige, ko jih primam v roke, malo bolj mi nekako odgovarjajo, kot pa tiste take male, jaz pravim časi celo temu tiste žepnice, da nekako vseeno dobiš občutek, to pa je nekaj, v to je pa potrebno bilo marsikaj mogoče vložiti in na koncu se to tudi vidi, tudi že v zunanjem izgledu knjige, ne samo vsebini, seveda je pa vsebina tisto prvo, kar da pa vseeno mora nekako biti okej. Seveda je pa tudi izgled pomemben. Kako dolgo je trajalo, da je v bistvu se ustvaril celoten izgled knjige, tudi platnice, tudi vsebina? Kako si sama povedala, izjemno pomembno je tudi celo ozadje knjige, kako nastaja. Nenazadnje tudi, ko nekdo gre, ne vem, v knjižnici ali pa v knjigarni mimo, če bo knjiga že na izgled tak, ne bo mogoče dobro ilustrirana, kaj poškodovane se je sigurno ne bo izbral. Jaz verjamem, ka moji izdelki vsi, ko se jih lotim, so pa tudi res nekako kvalitetno narejeni in za tem tudi stojim. Nekako, ko sem napisal, je bilo potrebno vsaj pol leta, da se je stvar urejala. Potrebno je seveda prvo se lektorirati, ilustrirati kakšno zadevo, iti večkrat skozi, potem da stvar pride do oblikovalca, ki se potem poveže z samo tiskarno, potem pa še 2-3 mesece, da se to natisne, da se to dostavi, pregleda, da se uredi neka birokracija, ki je potrebna, da sploh knjiga izide, tako da ja, kar 3/4 leta je potem skoraj mora preteči, da knjiga pride na sam trg. Tako da ja, kar nekaj stvari je potrebno urediti, to si mogoče bralci ali pa neki mimoidoči sploh ne predstavljajo. Ja, morda se večini zdi, da je izdaja romana kar enostavno, pa je vseeno vloženega veliko truda. Ogromno, ja. Kakšni pa so morda cilji za naprej? Mogoče v prihodnje še izdaja kakšnega romana? Zagotovo imam marsikaj še za povedati, imam veliko, pravim, bujno domišljijo, marsikakšen načrt še, vendar pa zdaj najprej bom to malce odložil, se posvetil naprej službi, družini, ker tudi čakamo še malo povečanje, da se tako izrazim, da ne bom spet izdal kaj preveč, tako da bo poletje bolj družinsko. Tudi sem aktiven drugače v športu, ker je tudi to en moj velik hobi, poleg pisanja, poleg knjig. Zagotovo pa imam že neke načrte. Zdaj, mogoče sem dolžan še omeniti tistim bralcem, ki so me spraševali glede nadaljevanja prvega mojega romana, tiste fantazijske Mečevalec. Tudi slednjo sem v bistvu že nekje na polovici zapisal, ampak
Vmes me je premamila želja glede detektivke. Zdaj pa ne vem, bom malo v precepu, kam me bo smer zanesla. Mogoče zdaj spet k kriminalnemu romanu, morda pa, da dokončam drugi del Mečevalca. Tako da, jaz pravim vse ob svojem času, leto zagotovo se ne bom lotil, drugo leto, ko bo pravim zop časa načel svoje, pa se vsekakor vrnem k pisanju in tudi ustvarim nov roman. Seveda pa imam tudi neke osebne cilje glede pisanja, da se skozi obdobje, jaz sem vseeno še mlajši, ko bom več še kaj napisal, nekako veljavim tudi na tej slovenski sceni ustvarjanja in pa da tudi kaj pride mogoče v tujino, ampak to je spet ena druga zgodba in povezana še z marsičem. Potekala je tudi predstavitev tega novega romana Stanovanje številka 27. Kakšni so občutki ob tem, kakšni so bili morda prvi odzivi? Res je, ravno prejšnji petek, 6. maja, je bila v Pokrajinski in študijski knjižnici predstavitev samega romana, s katero sem zelo zadovoljen, ker je bil odziv tudi prvič odličen. Vsi moji, bom pravil, tisti, ki me poznajo, pri tem podpirajo, pa tudi tisti, ki mogoče kaj zaide v knjižnico, so se odzvali, tako da prvi odzivi so res zelo dobri. Ampak to je šele začetek, zdaj seveda je potrebno roman dobro, jaz pravim, nekako spromovirati, narediti nekaj na promociji, narediti kakšen dogodek, še mogoče kakšno predstavitev, ker vseeno stvari same pod sebi, kot vemo, ne grejo ven, moramo vsi za to slišati. Tako da, ampak ja, za zdaj sem zelo zadovoljen. Knjiga se začne lepo, jaz pravim, v bistvu nabirati po vseh kanalih, tudi v knjižnicah je zdaj že dostopna v vseh teh večjih slovenskih knjižnicah. Do konca meseca pa bo, jaz verjamem, da v vseh slovenskih knjižnicah, teh splošnih, tudi dogovarjam se z določenimi knjigarnami in pa seveda knjigo lahko dobijo bralci tudi pri meni. Za konec morda še komu bi jo priporočali? Knjigo bi priporočal vsem ljubiteljem detektivskega žanra, kriminalnega žanra, tako odraslim bralcem, kot tudi, bom pravil, tistim bolj najstniškim bralcem, ki so že dovolj zreli za takšno čtivo. In pa vsem, ki pač radi zaidejo malo v te domišljijske preiskovalne vode in pa hkrati tudi tistim, ki morda radi podprejo mladega pomurskega pisca, ker ne nazadnje zgodba se dogaja v Murski Soboti in kako sem mogoče enkrat dejal, jaz tudi mojemu mestu, kjer sem odraščal skoraj 30 let, na nek način s tem romanom vračam, ker vseeno je Murska Sobota tista, ki je v ospredju, pa mogoče tudi eno izmed redkih del, kjer je tudi mogoče tako izpostavljena. Tako da ja, vljudno vabljeni, da jo preberete, pa tudi povejte, kakšno svoje mnenje, ki je vedno dobrodošlo. Alen Nemec, najlepša hvala za vaše odgovore. Ja, hvala tudi vam, vašim bralcem, vse dobro in lep dan še naprej. Enako. Tudi vam, gledalci in gledalke, najlepša hvala, da ste bili v naši družbi. Bodite v naši družbi tudi prihodnjič.